Dober dan, spoštovane gospe in gospodje, hvala za vašo pozornost ob tiskovni konferenci, ob predstavitvi spletne strani osamosvojitve SI, s katero se začenja odnos Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve do zgodovinskega spomina, ki zadeva osamosvojitev samo. In ko sem prej razmišljal, kako naj predstavim četvorko, ki vidite pred sabo, bi rekel, da vam govori vojni kabinet vlade izpred 32 let. Sem vesel, da smo se zbrali v tej sestavi in mislim, da se ob samem portalu, ki seveda ne nadomešča Muzeja slovenske osamosvojitve, ampak bo na svoj način po svetu v tisti čas z ljudmi, ki o tistem času lahko nekaj povedo. In dogajajo se zadeve, ki so vredne komentiranja. Ena od teh so nova razodetja o vojni za Slovenijo oziroma o nevojni, kot nekateri trdijo. Tudi o tem bomo kaj rekli. Dogaja se nam nek razvoj, ki ga ne vidimo v duhu vrednot osamosvojitve, kar je po 32 letih ena posebna, bi rekel, situacija. Tako da upravičeno lahko govorimo, da se srečujeta v slovenski politiki dve paradigmi, revolucionarna in osamosvojitvena, in ta čas ima oblast revolucionarna. O odnosih do osamosvojitve mogoče kasneje še kaj več. Torej, jaz sem vesel, da je projekt, za katerega se je odločila VSO, uspel in da smo lahko lansirali portal, na katerem lahko berete avtentične izjave 56 ljudi, ki so imeli vloge bodisi v vladi, bodisi v parlamentu, centralni banki, vojski ali kje drugje. Šlo je za inkluziven pristop, videli boste ali pa ste mogoče že, da so na tem portalu zapisana imena bivšega predsednika Kučana, gospoda Ribičiča, doktorja Balažica, Emila Milana Pintarja in tako naprej. Skratka, poskrbeli smo za platformo, na kateri so se lahko izrazili svobodno, brez redakcijskih posegov ljudje, kakor so pač bistvene vidike tistega časa doživeli. Tako da v bistvu je šlo za eno vprašanje, kaj se vam zdi najpomembnejše iz tistega časa. In videli boste, da so pogledi v marsičem različni, različni so poudarki. Je pa za marsikoga presenetljiva govorica o enotnosti. Čeprav je v zadnjem času ne vidimo prav veliko in zgleda, da državni praznik praznujemo tako, da praznujemo različne vsebine, ne bi zdaj detajliral v to smer, ampak tukaj zdaj torej 56 izjav, če tako rečem, ki jih je profesionalno posnel CV Studio Koncept ali po domače povedano Mihelčič, ki je dobil pred nedavnim visoko priznanje za film Hrepenenje naroda in se danes zaradi druge obveznosti ne more udeleževati tega srečanja, na katerega je bil povabljen. Torej, rad bi povedal, da bo temu začetku sledilo nadaljevanje. Nekdo je temu rekel rastoča knjiga. K temu, kar že dobite na portalu, bodo sledili še novi intervjuji,
Dejstvo je, da marsikoga od nosilcev osamosvojitvene dejavnosti takrat ni več med živimi. Glede teh bomo poskrbeli za objavo arhivskega materijala. Objavili bomo dokumente, objavili bomo veliko posnetega materijala, tako da zadeva bo sproti nadgrajevana, bo rasla, tako da mislim, da bodo s pomočjo tega portala lahko tisti, ki jih slovenska osamosvojitev zanima, prišli do pravih informacij, refleksij in tako naprej. To bi bilo z moje strani. Povem še, da bomo danes se poklonili spominu padlih v vojni za Slovenijo na Žalah. Bomo položili venc v njihov spomin in po Sloveniji potekajo v organizaciji našega združenja številne spominske počastitve. Včeraj je bilo to tudi na Vrhpolju, sledi Krakovski gozd, pač na več koncih, ker so spopadi potekali, se bodo te počastitve zgodile. O tem, ali je bila vojna ali ni bilo, pa bo še beseda. Hvala za pozornost, pa izvolite kolegi iz Demosove vlade povedati, kar mislite, da je potrebno v tem trenutku. Janez. Ja, hvala lepa, hvala predvsem za udeležbo. To, kar je projicirano za nami, je spletni portal osamosvojitev.si, kot je dejal že predsednik. Ko je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve že pred leti začelo z opravljanjem svoje temeljne funkcije, se pravi zbiranje gradiv za to, da se ohrani spomin na najusodnejši čas slovenskega naroda, smo ugotovili, da je teh gradiv pravzaprav izjemno veliko, tako v obliki zapisane besede, posnetih fotografij, video in audio posnetkov, vendar pa praktično ni mesta, na katerem bi bilo to vse zbrano. Seveda smo računali, da bo Državni muzej slovenske osamosvojitve tisto mesto, kjer se bo to načrtno zbiralo, hranilo in po pravilih stroke obdelovalo. Zdaj, aktualna vlada je ta muzej ukinila, tako da tega doma zaenkrat ni, bo pa sigurno prišel nazaj. In tisto, kar mi lahko naredimo, je pač, da ponudimo vsaj virtualni prostor, ki, kot je bilo že rečeno, ne nadomešča v celoti tega, kar muzej v strokovnem smislu pomeni. Vendarle pa je danes v digitalnem svetu to velik korak k temu. To, kar je zaenkrat na spletni strani, če ste si ogledali, je sicer še daleč od tega, kar nekoč bo, ko bo to vse zbrano. Mimogrede, veliko tega je public domain, ker so ljudje objavljali potem, ker pač to ni bilo načrtno zbirano. Na svojih privatnih računih, na socialnih omrežjih, na YouTubeu imate polno posnetkov bitk izpred 32 let, raznih dogodkov, pomembnih za slovensko osamosvojitev, ki se niso dogajali samo v Ljubljani, ampak praktično po celi Sloveniji, raznih prireditev, sklepov, odločitev, občinskih svetov, takrat, ko se je razoroževala slovenska teritorialna obramba, ko so občine prevzele inicijativo in nažalost ne vse, ampak vsaj manjšina zadržali orožje. Tako da tega je veliko. Tisto, kar je najbolj dragoceno od tega, kar je že objavljeno, pa so ti intervjuji. Jaz sem vesel, da je gospod Mihelčič, ki je pač posnel te intervjuje, nekako zagotovil udeležbo praktično vseh tistih članov takratnega predsedstva vlade,
skupščine, koordinacijske skupine za obrambo Slovenije, drugih državnih organov, ki so še živi. In da mislim, da skoraj nikogar ni bilo od teh, ki so bili v teh formalnih sestavah, ki intervjuje ne bi dal. Meni osebno je bilo postavljeno vprašanje, kaj se je vam osebno najbolj vtisnilo v spomin iz tistih časov, in mislim, da smo vsi odgovarjali na podobno vprašanje. In to je verjetno zaenkrat, pa bo najbrž ostalo tudi v bodoče, neka osrednja dodana vrednost te spletne strani, kjer eno so dokumenti in dejstva, resnica je samo ena, nekaj se je pa zgodilo ali se pa ni zgodilo, ampak na stotine, na tisoče, na 10.000 ljudi, ki smo takrat aktivno sodelovali v procesu osamosvojitve. Nismo bili na vseh mestih hkrati, vsak je bil nekje in vsak ima svoj oseben spomin na tiste čase. In ni se vsem ista stvar vtisnila najbolj v spomin, tako da, ko poslušamo te intervjuje, se enostavno uživimo v kompleksnosti istega časa, v večdimenzionalnosti istega časa, ker tu niso bili v politiki enaki pogledi na stvari. In jaz mislim, da je to zaenkrat in bo tudi v prihodnje največja dodana vrednost tega portala. Ali pa, če se izrazim nekoliko drugače, najbolj zanimivi del tega portala, ker to ljudje najrajši pač pogledamo, osebne spomine akterjev. Meni osebno je na nek način žal, da šele po 32 letih z nekim rezervnim poskusom nastaja to mesto. Mislim, da je tudi na spletni strani napisano, da se vabi k sodelovanju in zbiranju dokumentacije in prispevkov od vseh, ki kakorkoli imajo, je tudi naslov, na katerega se to pošilja. Tukaj tudi ne bo nobene cenzure, ker je pač zasnova takšna, da se zbirajo vsi pogledi, vsi aspekti, vsa pestrost tistega časa, ker pač, saj po moje ni nobene bojazni, da tisti, ki trdijo, da vojne za Slovenijo ni bilo, da bodo s to, rekel, absurdno tezo prevladali, imajo glih toliko možnosti, rekel, s to trditvijo, kot tisti, ki pravijo, da je 46 spolov, pa da so vsi spoli enaki. Se pravi, nekaj je bilo ali pa ni bilo in pač hiša zidana na pesku je nekaj, kar voda odnese, hiša zidana na skali pa ostane. In slovenska osamosvojitev je zgrajena na vrednotah slovenske osamosvojitve, na empirično dokazani enotnosti slovenskega naroda na plebiscitu, na več kot empirično, praktično s krvjo dokazani zmagi v vojni za Slovenijo, in to so pač neizpodbitna dejstva, in ker živimo v digitalnem času, je možno ta spomin precej bolj enostavno ohranjati, kot pa recimo pred 70 ali pa 60 leti. Tako da še enkrat vabilo k temu, da vsak, ki ima karkoli dokumentarne vrednosti iz časov slovenske osamosvojitve, da to posreduje, se bo to pač tehnično obdelalo in znašlo na ustreznem mestu na portalu osamosvojitev.si. Hvala lepa. Hvala, Igor. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. To, kar je po mojem mnenju ena velika izkušnja tudi za nas, člane združenja, je, da smo se odločili za ta inkluzivni pristop. Se pravi, da smo neko poslanstvo, ki ga imamo v tem združenju, v resnici nadgradili s tem, da dajemo s tem portalom prostor praktično vsem akterjem takratnega časa in tudi časa neposredno potem ali pa neposredno pred tem. To se mi zdi v tej razgreti in razdeljeni politični situaciji z naše strani en prispevek k temu, da tudi to politično situacijo mogoče nadgradimo. Obenem pa seveda v začudenju, da je to nastaja šele po 32 letih,
se tudi sam sprašujem, ali ni morda to pravzaprav ravno posledica tega, da se v pomanjkanju nekih, bom rekel, dodatnih razlogov in iskanju razlik med nami ponovno problematizira ta čas in da smo ves ta čas pravzaprav v vseh vladah, enih in drugih in tretjih, nismo znali in niso znali narediti tega napora k temu, da se te temelje slovenske državnosti, ki so izjemno pomembni za položaj te države, za vlogo te države, za zgodovino te države in tudi za njeno prihodnost, pravzaprav najde dovolj dobro mesto, ne samo v neki muzealiki, ne samo v nekih, bom rekel, strokovnih muzejskih ekspertizah in razstavah in zbirkah, ampak tudi v izobraževalnem sistemu. In jaz tukaj računam na to, da bo Mihelčič, ki je odlično opravil svoje delo, morda ta del razširil tudi, glede na to, da ima on tudi kar veliko dobro spletno stran in bom rekel, veliko dela tudi na drugih področjih s slovenskim šolskim sistemom, da bodo počasi začela ta gradiva pronicati tudi v slovenski izobraževalni sistem. Mislim, da je potrebno s tem delom nadaljevati. Mislim, da je potrebno morda narediti še kakšen spisek novih intervjujancev. Mislim, da je teh ljudi še kar nekaj. Ni jih samo 56, ki imajo kaj zapovedati v tistem času in ki lahko na vprašanje, kaj se jim je najbolj vtisnilo spomin, lahko povedo še marsikaj novega. Mislim tudi, da je dobro, da se bodo na tej spletni strani zbirala gradiva, avtentična gradiva, ki jih je danes mogoče najti po celotnem spletu. In da bo na ta način dejansko nastal en arhiv, en nabor dokumentov, videozapisov, tonskih zapisov, posnetih materialov, mimo katerega nihče, ki se bo vprašal, kako je ta država nastala in kaj je pravzaprav njen temelj, ne bo mogel iti. Mislim, da to je velik prispevek k tem našim naporom in da je naše združenje s tem pravzaprav opravilo že ogromen del tega poslanstva, zaradi katerega smo se pravzaprav sploh ustanovili. Hvala lepa. Hvala, Igor. Jelko? Danes je 27. junij. Na včerajšnji dan smo imeli slovesnost tukaj pred tedanjo skupščino in malo po drugi uri na današnji dan so tanki krenili z Vrhnike po različnih poteh. Dan prej je general Čad prehiteval z svojimi tankovskimi kolonami proti zahodni meji in mi smo takrat, kolikor je to le bilo mogoče, medijsko ignorirali dogajanje na oni strani. Za nas je bil ključen trenutek, ko se je spustila tedanja zastava nekdanje Socialistične republike Slovenije z rdečo zvezdo in smo jo namestili z novo zastavo. Torej, to je tisti simbolni trenutek. Če bi mi priznali vojaške operacije JLA na dan, ko še ni bila svečano proglašena država in zamenjana zastava, bi v interpretaciji dogajanja šlo za državljansko vojno, notranji problem Jugoslavije. Mi pa smo s tem dosegli, da je takoj obveljala resnica, ki govori o tem, da je ena država napadla novo državo takoj po svečani razglasitvi. To je ogromna zgodovinska razlika. Za vojno je šlo. Na vsakem panoju piše vojna za Slovenijo. Na ozemlju nekdanje Jugoslavije objavljajo knjige z naslovom Vojna za Slovenijo. In napadalci pripovedujejo o vojni, kako je vojna potekala. Edino pri nas doma v Butalah imamo pa seveda drugo prakso, ko udeleženci tedanjih dogodkov opravljajo revizijo svojega zaznavanja za svoje zanamce.
da bi popravili svojo vlogo, ki so jo takrat imeli, ali pa je sploh niso imeli, pa bi jo radi vendarle ustvarili. Revizionizem je stvar, ki je zelo pogosta pri levih režimih. Od leta 1945 naprej so ves čas preganjali revizioniste, pa se mi zdi, da bo tudi tukaj potrebno storiti nekaj takega in stvari na nek način preseči. Za vojno je šlo od vsega začetka. Ko so bili objavljeni rezultati volitev maja leta 90, je general Hočevar podpisal ukaz, v katerem je zahteval razorožitev teritorialne obrambe. Pa ne le teritorialne obrambe, ampak tudi občin. Takrat smo imeli samo 60 občin, ampak zahteval je, da se v vojašnice pripelje tudi orožje vseh občin. Kranj je bil takrat tretja največja občina v Sloveniji. Mi smo takrat orožje iz vojašnice vozili ven. Pa moram reči, da v 32 letih še nisem naletel na predsednika, ki bi bil pripravljen dati kakršnokoli priznanje tem ljudem, ki so vozili orožje iz vojašnic ven. Ta del je še vedno slabo prepoznan in enostavno v tej naši kolektivni zavesti ne obstaja. Tisto, kar jaz posebej obžalujem, je, da so se prezgodaj poslovili nekateri, ki so zagotovo imeli izjemno pomembno vlogo v tistih časih. Včeraj sem omenil nadškofa Šuštarja, ki je zagotovo, vsaj po mojem osebnem mnenju, vreden naziva titule osamosvojitelj. Drug tak je Androv Cvirk, podpredsednik vlade, ki je nadomestil gospoda Mencingerja, ki je imel različne poglede na našo prihodnost. Zagotovo bi morali kaj reči tudi o tedanjem ministru za zakonodajo in še nekaterih sodelavcih v vladi, ki so res igrali izjemno pomembno vlogo, da smo lahko zagotovili ustrezno zakonsko podlago in da smo v bitki za interpretacijo vendarle v odnosu do Beograda in drugih naslednic nekdanje Jugoslavije stvari opravili tako, kot je potrebno. Brez priprav na oboroženo obrambo razglašene države se nam država ne bi zgodila. Zgodilo bi se nekaj čisto drugega. Ampak če danes pogledamo, kje je Slovenija in kje so nekateri drugi predeli nekdanje Jugoslavije, je to trenutek resnice, ki bi jo tudi vsi ti novodobni ideologi vendarle morali upoštevati pri tem, ko ocenjujejo, kaj smo uspeli in kaj ne. Moja naloga je bila takrat zelo zahtevna. Posojal sem obraz in glas za to, da smo govorili enotno in da smo držali vse medije v Cankarjevem domu in smo jim na ta način odvzeli možnost, da bi nehote za potrebe agresorja opravljali izvidniško delo in poročali o tem, kaj jim je uspelo in kaj jim ni uspelo. Vedno, ko se je poročalo, da jim kaj ni uspelo, so napad ponovili in so poskušali tisti cilj uničiti oziroma zaželeno doseči. Jaz mirno povem, da sem še vedno ponosen na vse, kar smo takrat dosegli v tem rekordnem času. Sem zelo ponosen, da nam je uspelo tudi potem, v tistem težkem času, po brionskih srečanjih, obrniti ploščo in implementirati tisto, kar se je tam zgodilo. Tudi v Demosu niso bili vsi za, nekateri so zelo jasno, tudi nekateri tukaj med temi 56 naštetimi so jasno govorili, da niso podpirali implementacije brionskih sklepov, ampak to je bila pot v prihodnost. In zato bi rad zaključil s to isto ugotovitvijo. Samo resnica v tistih časih je pot v prihodnost. In tiste generacije, ki so bile od vojne pa do zdaj oropane izobraževanja o tem delu naše zgodovine, bodo dobile saj neke nastavke
da to za nazaj pogledajo. Skupna odgovornost vseh nas pa je, da se vendar kurikulumi tako v osnovni kot v srednji šoli dopolnijo in da se v tem delu zamolčane zgodovine vendarle zagotovijo in seznanijo tudi naslednje generacije. Hvala lepa, Jelko, sem hvaležen vsem trem kolegom iz takratne vlade za vse povedano. Dovolite, da nekaj pripomb še dam, glede na to, kar smo slišali. Zdi se mi pomembno, da se spomnimo zanimivega dejstva, da jugoslovanska armada ni reagirala na dan prvih volitev, ni pobirala orožja na dan vzpostavitve demokratično izvoljene skupščine, ni tega storila na dan inauguracije novega predsednika oziroma novega predsedstva. Predsednik je bil namreč tudi vrhovni poveljnik. To je naredila na dan, ko je bila postavljena nova vlada. In sem prepričan, da se je oblast v Beogradu zavedala, da bo pač ta vlada prevzela operativne naloge osamosvajanja, kar se je tudi zgodilo. K vojni bi še to rekel. Mogoče se kdo od vas spomni, oziroma tukaj ste več ali manj precej mlajši ljudje. Ampak za to mizo se pa spomnimo besed zadnjega načelnika generalštaba Jugoslovanske vojske Blagoja Adžića, ki je rekel, da bodo uporabili vsa sredstva. Ampak eni pravijo, da vojne ni bilo. Jaz sem to slišal, ker mi je to po telefonu povedal je tudi še kasneje in tistega glasu ne brat nikoli več slišal. Torej, tisti, ki smo takrat tvegali vse, vemo, kako je s to vojno bilo. Končal bi pa s tem, da smo tudi s tem portalom dokazali, da nas je zanimal nov slovenski skupaj. In mene žalosti, da imamo na delu oblast, ki ne loči med Socialistično republiko Slovenijo v nedemokratični Jugoslaviji in med Demokratično republiko Slovenijo. Da se klanja spominu nekemu kraju, ki se mu reče Čebine, kjer so bile sprejete odločitve, ki so pripeljale tudi v to, čemer rečemo slovenski razkol, na koncu posledično tudi v 750 odkrivajo kar naprej nova 750 masovnih morišč oziroma grobišč. In mi tudi s tem portalom, s to platformo dajemo priliko, da se dogaja slovenski skupaj. Moja zadnja pripomba. Glede na to, da se je slovenska politika odločila depolitizirati slovensko nacionalno televizijo, bi rad tukaj javno izrazil strah, da se to ne bo pokazalo tudi tako, da se bo še kdaj reduciral oziroma uničeval arhiv televizije o tistih časih. Že zdaj smo slišali, da nekaterih stvari iz tistih časov ni več, da se posnetkov ne dobi oziroma jih ni. Torej, jaz upam, da ta takovana v narekovajih depolitizacija ne bo pomenila tudi dovrstnega odnosa do osamosvojitve. Hvala lepa. Izvolite vprašanja, če želi kdo. Janez bi rad še nekaj prav. Zdaj, vsaki vojni sta vsaj dve strani, ne? In tudi tisti, ki so bili na strani agresorja, so v teh dobrih 3 desetletjih napisali svoje spomine. V Beogradu se je v tem času odprlo več arhivov, ne? Nažalost še ne vse, ampak zelo veliko pa. Vsaj arhivov političnih organov, tudi zgodovinarji, čez Kolpo so napisali
različne študije in knjige. Mislim, da lahko vidimo naslovnico eno od teh, ki je rekel, ki so jo napisali srbski zgodovinari. En del govori o vojni v Sloveniji, to je drugi del te študije. In sicer o vojni v Sloveniji skozi dokumente predsedstva takratne SFRJ. Dokaj pošteno, glede na to, kar je bilo ohranjeno pač v teh dokumentih. In moj predlog je, da na to spletno stran pač damo tudi dokumentacijo nasprotne strani. Ne zato, ker bi s tem želeli dokazovati, da vojna v Sloveniji je bila, ker je pač to dejstvo. In tudi druga stran govori o vojni v Sloveniji. Pišejo tudi v osebnih spominih ljudi, ki so nas praktično napadli. Mislim, da skoraj ni pomembnejšega srbskega ali pa jugoslovanskega politika tistih časov, ki ne bi napisal svoje spomine od Jovića naprej. Presenetljivo je to, da nasprotniki bolj korektno in bolj pošteno govorijo o stvareh, ki so se tukaj dogajale, kot tisti v Sloveniji, ki jim samostojna Slovenija ni bila intimna opcija in skušajo na vsak način stvari prikrivati. Tako da smo v neki paradoksalni situaciji, kot tudi dokumentacija agresorske strani bolj osvetljuje realnost tistega časa pri nas, kot pa izjave teh, ki so tako ali drugače ali nasprotovali slovenski osamosvojitvi, ali pa ji nagajali, ali pa skušali zabrisati, uničevati ta spomin tudi s takimi brutalnimi ukrepi, kot je bila ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve. Ampak kot že rečeno, to so eni taki patetični poskusi, ki bodo pač trajali toliko časa, dokler bo pač obstajal nek medijski monopol in se bodo morali skozi ponavljati, dejstev pa se pač ne da spremeniti. Marko Gregorc Pop TV, mogoče samo za interpretacijo, jaz sem bil še globoko v plenicah v teh časih osamosvojitve, ne bo kakšne narobe razumljeno. Zanima me najprej, kako se financira ta portal in kdo bo urednikoval vse te vsebine, čeprav razumem, jih lahko tudi državljani prispevajo, ampak nekdo bo vseeno najbolj izbiral, kje stvari bodo više, katere bodo nižje, se pravi, ne vem, kako bo strano ta revizionizem sprejemali na tem portalu, mogoče to za začetek. Glejte, mi intervjuji so po abecedi. Mi nismo zdajle oblikovali neke, mi imamo eno skupino delovno, temu rečemo, trije od te skupine smo tle, oziroma vsi štirje, tudi Uroš Novak, generalni sekretar, in smo brez kakšnih posebnih težav pripeljali do izvedbe te faze. Mi bomo zdaj videli, kakšen bo odmev. Prvi odmevi so seveda pozitivni, ljudje so tudi pripravljeni deliti tisto, kar so sami nekoč posnemali in tako naprej. Tako da jaz mislim, da bomo imeli precej dela, ampak pristop v osnovi tak, kot je bil predstavljen. Inkluziven, necenzorski, in pač bo posvečen resnici o tistih časih. Financiranje, torej to začetno rundo je plačalo združenje samo, iz sredstev, ki jih dobi. Iskali bomo v prihodnje tudi kakšne sponzorje, ker to bo velika stvar, to bo zahtevalo med drugim tudi veliko spominskega prostora, tako da delali bomo transparentno in mislim, da bo podjetje lepo raslo. Še eno vprašanje, če smo? Izvolite. Mogoče še ravno to udeležbo ali pa neudeležbo ostalih še novinarjev ali pa
javnosti vprašanje, ne vem, kaj je narobe v Vednicah s to našo samosvojitvijo, se pravi, da je tak odnos malo malce ločen, levo, desno, ne. Leva stran vam pripisuje, da ste si jo nekako samosvojitev privatizirali zase, vi pravite, mogoče, da marsikdo na levi strani ni bila to njegova intimna opcija, ne vem, kaj se mi zdi, kakšna je prihodnost, se bomo vendarle poenotili v kratkem glede te osamosvojitve? Nič ni narobe s osamosvojitvijo. Osamosvojitev je uspela. Te interpretacije, ki so danes, in o tem sem jaz prej govoril, so seveda rezultat teh političnih razlik, nekateri pač mislijo, da lahko pridobijo in promovirajo svojo politično pripadnost oziroma svojo politiko na ta način, da zanikajo to, kar je po svoje nenavadno, smešno, ampak tako je, drugače pa z osamosvojitvijo ni prvo nič narobe. Ne, pa če smem, glede, to sem, če se izklopiš. Igor. Sem se. Zdaj, ko gre za slovensko osamosvojitev, to ni levo-desna delitev. Tudi takrat, ko je šlo za osamosvojitev, to ni bila levo-desna delitev. Mislim, jaz vam lahko posebno izkušnjo povem, ne. Imenovan sem bil za sekretarja za obrambo v organu, ne, ki so ga sestavljali po moje 100% člani stranke, ki je bila v opoziciji, ne, kaj je bila ZKS, stranka demokratične prenove. Na prvem sestanku z vodilnimi v ministrstvu, ki še ni bilo ministrstvo, na širšem kolegiju sem jaz dejal, pred nami je, še posebej za naš resor, usoden čas. Zato edina delitev, ki obstaja tukaj, ali si za Slovenijo, ali nisi za Slovenijo. In 70% teh ljudi, ki so bili v bistvu po formalnem statusu v takratni opozicijski stranki, je aktivno delalo za Slovenijo. Ne glede na to, da so jih nekateri njihovi politiki pač prepričevali drugače. In tudi danes pač, gledajte, vi poročate v glavnem o tem, kar se dogaja v Ljubljani. Zdaj, za nami je nekaj dni praznovanja 32. obletnice slovenske državnosti. Razen mestne občine Ljubljana. Mislim, da so imeli vse ostale slovenske občine ob tem neko proslavo. Povsod je bilo veselo, nikjer ni bilo teh delitev. Samo tukaj vedno, bom rekel, tisti, ki osamosvojitev ni bila intimna opcija, vedno zakurijo ta spor. Ne, ki pa je več ali manj stvar ljubljanskega močvirja. Rekel, političnega in geografskega. Poglejte, danes je vse na spletu. Koliko teh, rekel, veselih prireditev in proslav in slavnosti je bilo ob rojstnem dnevu Slovenije letos, lansko leto, predlani sploh, ko je bila pač 30. obletnica. Tako da postaja nek mehurček, ne. Hiša, ki se stalno skuša zgraditi na pesku, pa je potem voda odnese. Tako da ne se preč razburjati glede tega, ne. In kot že rečeno, lahko sam ponovim to, kar je rekel predsednik, ta virtualni muzej slovenske osamosvojitve oziroma ta spletna stran bo inkluzivna, ne. Gor boste našli tudi dokumente Jugoslovanske armade, članke, ne, iz takratne narodne armije, kjer so Slovenijo obtoževali. Vse živo bodo pač soočena dejstva, ker takrat nismo nič skrivali. Ne, minister za informiranje gospodu Kacinu so celo očitali, da je preveč transparenten, ampak mi smo ravno s to transparentnostjo takrat pridobili na svojo stran svetovno javno mnenje. V Cankarjevem domu so bile novinarske konference v Galusovi dvorani, v največji dvorani, ki je obstajala takrat v Sloveniji za tovrstne stvari, so bile novinarske konference, ne, koliko je bilo 1200 tujih novinarjev in snemalcev tukaj.
In mi smo jim odprli informacije, jugoslovanska armada je pa pač po jugoslovansko, tako kot zdaj pač ruska vojska, ko gre za dogajanje v Ukrajini, to zapirala in izdajala neka sporočila za javnost in komunikeje, pa vnaprej posnete grozeče napovedi načelnika generalštaba in tako naprej. In sami veste, ker ste novinar, kako to pač vpliva na situacijo. Tudi zdaj, če takrat ni bilo nič za skrivati, tudi zdaj ni nič za skrivati. Se pravi, vsak, ki ima kakršnokoli dokumentacijo v zvezi s tistim časom, naj jo pač predstavi. Če ima nekdo karkoli, s čemer lahko dokaže, da ni bilo vojne, naj pač to predstavi. Nič ni narobe z odzivi. Problemi so vedno na ravni posameznika. Obstoji ena izjemna knjiga, ne bom znal zdaj na pamet ponoviti naslova, ampak nekako Očetje v okopih, otroci na češnjah je naslov. Nastala je približno 10 let po vojni in zbirali so pričevanja malih ljudi, da tako rečem. Otrok, ki so izgubili očeta, mater, ki so se tresle same doma v strahu za otroke, za moža, za očeta. In to je en kaleidoskop, en mozaik osebnih stisk. Stiska pri stiski. In v takem kriznem obdobju ljudje reagiramo zelo različno. Jaz pač lahko zdržim hude psihične obremenitve in me ne vržejo iz tira, nekateri se pač zlomijo. Nekomu se je pač zgodilo, da je tamle na nacionalnem radiju, ne vem, pod vplivom adrenalina ali pa kakšnih drugih substanc pač v nekem trenutku objavil nekaj, kar je objavil. To je normalno. Ampak da potem to pograbijo in iz tega delajo zgodbo, ki se potem vali skozi medije, ne? In potem generacijam, ki tega niso doživele, pravzaprav meglijo neke osnovne parametre, kaj se je tam dogajalo, to je pa nekaj čisto drugega. Vojna je bila. Bili smo toliko uspešni, da je bila časovno skrajšana na minimum. JLA je pač pokleknila in pristala na to, da smo mi postali nenadoma enakovredni. Prej je bila vzvišena, potem smo bili enakovredni. Za isto okroglo mizo smo sedeli in se z napadalcem dogovarjali o tem, kako bo stvar šla naprej. To je bilo zahtevno početje. In zaradi tega se mi zdi, da kot na eni strani primanjkuje zanimanja za to, kar pripovedujemo in imamo kaj povedati, tako na drugi strani preveč, kako bi rekel, kooperativnosti, da se na vsako senzacionalistično zgodbo danes obesijo in iz tega delajo zgodbo. Tamle v Mladini imajo nekega filozofa, delal sem s njegovo ženo, ko sem bil še sekretar za informiranje, potem minister za informiranje, ampak tudi 33 oziroma 32 let po vojni še vedno berem stvari, ki me pripravijo do tega, da bi mi ušlo iz ust, pa mi praviloma ne uide. Nimam medicinskega znanja in kvalifikacij, da bi karkoli takega razkrival. To enostavno ni prispevek k temu, da bi bili na svojo preteklost ponosni, da bi jo živeli, da bi se z njo istovetili. Vsak od nas je doživel hude presenečenja. Zdaj, ali je vojna bila ali ne. Ko letalstvo nastopi na tak način, kot je jugoslovansko letalstvo sodelovalo v bojih v Sloveniji, ko so raketirali oddajnike in pri tem povzročali ne le materialno škodo, ampak tudi mrtve, je to vojna. Ko raketirajo kolono na Medvedjeku in vidite tistih 7 voznikov, ki so izgubili življenje tam ob svojih vozilih, je to prava vojna. Kasetne bombe. No, višek je kasetna bomba BL-755 britanske proizvodnje, ki je namenjena za uničevanje žive sile.
Ogromna bomba. Jaz sem o tem predaval v Poljčah pred osamosvojitvijo. Vsi štabi civilne zaščite so bili seznanjeni s to kasetno bombo in potem mi jo najdejo tukaj, odvrženo v Sloveniji v času vojne. Velika Britanija je takoj obrnila bombo, zgodbo, tisti trenutek, ko smo tukaj na dvorišču predsedniške palače, oziroma tedaj je bila to vladna palača, predstavili ostanke te bombe. In jo imate tamle v Muzeju novejše zgodovine, je razstavljena, dokaz o tem, kaj vse so na strani JLA počeli. Tukaj pa se nekateri sprašujejo, je bilo ali ni bilo. Nekateri niso zdržali, nekateri so se zlomili. Niso vsi ljudje pogumni. Vse to je treba upoštevati. Ampak vendarle obstoji neka realna podoba. Bilo je hudo, bilo je težko, ampak smo se pravočasno pripravili, zmogli smo in operacije smo ustavili. In potem smo izpogajali vse, kar je sledilo. Težko je bilo. Ja, kaj narobe, je bilo vprašanje. Jaz bom z enega drugega zornega kota to vprašanje skušal odgovoriti. Jaz mislim, da je narobe, da se je vrnil koncept sovražnika. In temu sledi tudi terminologija, etiketiranje. Slišal sem, da je bil nekje celo pouk v neki šoli na tak način, da se je osamosvojitev pripisalo tako imenovani desnici. Rad bi povedal, da Demos je vodil politik po uradni terminologiji levega pola, Jože Pučnik, ki je bil šef socialdemokratske stranke, ki ne velja ravno za desnico v Evropi. Dušan Plut je bil predsednik Zelenih, ki jih ne bi štel ravno k ljudski stranki in tako naprej. Skratka, Demos je imel celo paleto strank, krščansko-demokratsko linijo, liberalno, zeleno, socialdemokratsko, skratka, celo paleto in v tem vidim je seveda tudi veliko vrednost, s katero bi lahko živeli še naprej. In v to zdaj novo etiketiranje spada tudi nova govorica o podeželju. So, rekel, neke ekipe uporabljajo to, čemur se reče uokviranje, framing, vedo, kaj pri nas prijemlje, in danes je podeželje postalo tudi nova zmerljivka, sveda pa tudi zaslugari. In dva strahova obvladujeta zdajle nekatere. Eden je strah pred tem, da bi zginil s Trga Republike spomenik revolucije, ki tja ne spada, ker predstavlja nek drug čas in druge vrednote, kot je ugotovil tudi bivši predsednik Kučan. Drugi strah pa je, da bi se tam pojavil 10-metrski kip Janeza Janše. Malce karikiram, ampak v bistvu je približno tako. Lejte, jaz sem bil na marsikaterem sestanku, enkrat ni bilo govora ni bilo govora o imenih, kaj šele o kipih in podstavkih in tako prej. To je zdaj nek poskus diskreditiranja, relativiziranja ali da ne rečem ignoriranja bistvenega in potem se ukvarjamo, eni pravi temu satiričnimi elementi, ampak jaz bi raje rekel provokacijami. In človek se vpraša, kaj imamo od tega, kaj je dodana vrednost. Mi pač želimo tudi s tem portalom, s to platformo, pomagati k temu, da bi se spet približali temu, čemer rečemo slovenski skupaj. Izvoli, ja. Zdaj vidim tukaj, vidim tukaj snemalca v beli majici, in sem se spomnil na njegovega očeta Tineta Goloba.
Na današnji dan, pred 32 leti, zjutraj, sem drvel proti Ljubljani. Nisem šel po stari cesti, ker je bilo rečeno, da grejo tanki na Brnik. Torej sem zavil na avtocesto, pa so mi rekli, da so tudi že na avtocesti. In potem sem šel nazaj do Brnika in Tine Golob je bil takrat zjutraj že tam. Res da je iz Šenčurja, ampak prišel je tam je bil s kamero. Pomagal mi je odstraniti oviro, da sem lahko zapeljal mimo, pa šel naprej proti Mengšu, pa do Trzina, kjer je že bila bitka in sem se preko ostankov tistih vozil potem prebil v Ljubljano in prišel na sestanek. No, ampak Tine Golob nima statusa veterana, pa je prve ure po napadu bil tam, se je izpostavil, je bil udeležen pri tem dogajanju, pa ni veteran, ker pač ni nosil pokrivala teritorijalne obrambe ali pa milice. O tem se moramo pogovarjati, da je ogromno ljudi prispevalo, pa nič za to ni dobilo, pa nič od tega niso pričakovali. Jaz bi samo izkoristil to priložnost, da vas prosim, da ga pozdravite in se mu zahvalite za njegovo pomoč na 27. junija 1991. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ne? Ja, pokrojanje od teh kasetnih bomb, o kateri je govoril gospod Kacin, je tam zadaj, v tem muzeju. Tako da je bilo tega več. Ne. Na njem piše puno pozdrava Janezu Janši. Lepa hvala za vašo pozornost. Mogoče vas bomo povabili na kakšno naslednjo rundo, ko bo projekt prišel v tako fazo, da bo potrebna javna predstavitev ponovno. Lepa hvala, lepo praznujte.